lepa za predsednica povabilo. Moje ime je Mojca Podržaj in kot rečeno prihajam iz Združenja Menedžer, kjer se z mentorskimi programi ukvarjamo že od leta 2014. Pa mogoče za začetek nekaj v številkah. Naša organizacija ima približno 1100 članov in veliko veselje nam je, ko v bistvu povemo, da se 10% od naših članov v bistvu ukvarja z mentorskimi programi v obliki, da so mentoriranci, da so mentori ali podobno, kar je v bistvu res lepa številka, sploh glede na to, da smo v bistvu z mentorskimi programi, kot rečeno, začeli v letu 2014. Tudi nas je namreč precej presenetilo, ko smo začeli z mentorskimi programi, smo pričakovali, da mogoče za menedžment pa ne bo toliko odziva v mentorstvu. So vsi navajeni mogoče, da so mentori, manj pa, da bodo želeli biti oni tudi v bistvu še vedno mentoriranci, da si želijo novih znanj in novih izkušenj, ampak pokazalo se je nasprotno in bili smo zelo navdušeni, ko v bistvu vidimo, da si naši člani želijo v bistvu tako podajati znanje, kot tudi prejemati znanje. In v bistvu ta dvosmerni odnos se pri nas res kaže v svoji polnosti. Ta dvakrat nakazuje pa to, da v bistvu se je mentorstvo res pokazalo za eno tako pomembno temo za nas, da smo ga uvrstili že drugič zapored v enega izmed 3 strateških ciljev, ki jih v združenju peljemo skozi celo leto. Tako da 2017 se bo samo še nadaljevalo z dodatnimi aktivnostmi. 6. pa je namenjena predstavitvi tega, da bomo v letošnjem letu izvedli najmanj 6 razpisov povezanih z mentorskimi programi, ki jih izvajamo. Pa če bi začetek v številkah, mogoče naprej malo v slikah. Ta slika v bistvu nakazuje začetek mentorskih programov v združenju in sicer so z njim začele gospe, članice v bistvu sekcije Menedžerk, ki je ena od 3 sekcij, ki jo imamo v Združenju Menedžer, in sicer na pobudo predsednice. In program v bistvu je imel zelo klasičen namen, in sicer, da izkušenejše, praviloma starejše menedžerke predajajo znanje mlajšim kolegicam, se pravi predstavnicam sekcije mladih, tistih, ki si želijo v bistvu pridobiti neka nova znanja, neke nove izkušnje, nove vpoglede. In ta program je trajal 1 leto in ob zaključku smo bili tako pozitiven feedback in tako dobre povratne informacije, da smo se v bistvu že po zaključku tega pilotnega projekta odločili, da moramo to v bistvu razširiti, da si želimo narediti zadevo tudi za preostali del članstva, vključiti čim večje število, tako da smo v bistvu potem v roku 2 let zadevo nadgradili in uvedli zdaj že 4 mentorske različne programe, prilagojene za različne ciljne skupine. Pa bi vam v nadaljevanju čisto na kratko predstavila še 2 programa. Eden je mednarodni mentorski program. Tukaj je bil v bistvu fokus drugačen. Če je bil v sekciji Menedžerk namenjen prenosu znanj izkušenj iz starejših kolegic na mlajše, je pri mednarodnem mentorskem programu bil fokus, da v bistvu tuji menedžerji v Sloveniji prenašajo znanje na slovenske menedžerje, mlajše kolege, ki si mogoče želijo nekih mednarodnih izkušenj. Se pravi, so jim predali znanje iz tujih trgov, mogoče iz držav, v katerih prihajajo. Nekaj, s čimer se mlajši kolegi še niso do zdaj spoznali s tem, medtem ko pa slovenski menedžerji so pa v bistvu prenašali tujim menedžerjem znanje iz slovenskega poslovnega prostora, kako v bistvu slovensko gospodarstvo deluje, jih povabili na kakšne dogodke, jih vpeljali na neko socialno mrežo v Sloveniji, in na tak način v bistvu gradili njun medsebojen odnos. V bistvu v tem programu so udeleženi udeleženci 8 različnih držav, tako da v bistvu ta izmenjava je na koncu tudi na skupinskih srečanjih, kot je ta, v bistvu vedno zanimiva. Drugi program, ki bi ga želela izpostaviti, je pa v bistvu skupinsko mentorstvo. Tukaj smo pa v bistvu postavili koncept malo na drugačne temelje. In sicer, če običajno rečemo, da je klasično mentorstvo neka oblika, kjer gre v bistvu za krepitev posameznika, za v bistvu prenos nekih znanj in izkušenj iz mentorja na mentoriranca, zaradi tega, da bo on osebno zrasel, napredoval in dobil neke nove izkušnje, pa smo v bistvu mi pri skupinskem mentorstvu poskusili dati v ospredje vsebino, se pravi temo. In ta odnos pri nas v bistvu izgleda tako, da v bistvu imamo enega mentorja, ki je specialist za določeno tematiko, določeno vsebino, in on ima hkrati več mentorirancev, s katerimi skupaj v skupini hkrati v bistvu sodelujejo in si skupaj izmenjujejo in dopolnjujejo v bistvu neko posamezno temo. To v bistvu je tudi program,
ki se nam je izkazal za v bistvu to, da res delamo očitno pravo stvar, ker je program, ki smo ga uvedli šele v lanskem letu, ampak odziv, ki smo ga dobili na ta prvi razpis te oblike mentorstva, je bil toliko velik, da v bistvu smo dobili 2-krat več prijav, kakor smo imeli prostih mest, kar se nam je res pokazalo kot neka prava potrditev, da delamo pravo stvar, da si tudi management v bistvu tega želi in prepozna pozitivne učinke iz tega. In naša rešitev na tako visok odziv seveda je bil, da moramo narediti še nove razpise, uvesti še nove programe, tako da smo veseli tega. Bi pa omenila mogoče 2 oziroma 4 skupine znotraj, oziroma 4 teme, ki jih imamo znotraj tega mentorstva, zaradi tega, ker vidim 2 mentorici iz teh programov, ki ste danes z nami. In sicer temo vodenje pokriva Ksenija Špiler-Božič skupaj s mentorjem Andrejem Božičem. Temo management raznolikosti pokriva naša direktorica Sonja Šmuc. Potem sta pa v bistvu tukaj še 2 temi, tema digitalizacijo, ki jo pokriva Anton Petrič, ter internacionalizacijo, ki jo pokriva gospod Wolfgang Cajke. Mogoče toliko o programih, pa kratko čist o risu postopka, kako v bistvu celotna zadeva nekako izgleda pri nas. In sicer vse se začne z krovno delovno skupino. Ta v bistvu si vnaprej zamisli, za katero ciljno skupino v bistvu pripravlja nek program, kaj si želi od njega, kdo so neki potencialni mentorji oziroma mentoriranci znotraj tega, in ko to vse domislimo, v bistvu sledi faza razpisa. Razpise objavimo med našimi člani in pozovemo k prijavam tako mentorje kot mentorirance, kjer je pa ključna faza izpolnitev vprašalnika. Mi damo ven tak mali formular, kjer damo velik poudarek na to, da želimo z strani vseh, ki se prijavijo, da zelo jasno navedejo, kaj so njihova pričakovanja od mentorstva, kaj si želijo pridobiti, kakšna znanja, kakšne izkušnje, kajti v naslednji fazi, ki je faza sestave parov, je to v bistvu ključna tema, na podlagi katere v bistvu ta izborna komisija sestavi pare. Cilj pri naši sestavi parov je vedno to, da so vedno čim bolj kompatibilni. Se pravi, išče se vzpostavitev neke take zveze, ki bo obogatila tako mentorja kot mentoriranca, oziroma si bosta vzajemno, dvosmerno lahko omogočala neko izmenjavo znanja. Sledi praviloma vedno neko uvodno srečanje, preden se celoten ta program odvije. Želimo, da se v bistvu celotna skupina sreča, da se vsi spoznajo, da se v bistvu izmenjajo med seboj neke vprašanja mogoče oziroma neke predhodne izkušnje in jih potem prepustimo, da se v bistvu odvije do zadeva, se pravi ta mentorski odnos. Ta mentorski odnos ali traja 1 leto oziroma pol leta, odvisno od programa. Tukaj se ne želimo preveč vmešavati, prepustimo v bistvu samemu paru, da same dva razvijeta dinamiko, kot jima ustreza. Se pa definitivno vključimo potem ob koncu tega programa, ob evalvaciji, kajti želimo si dobiti povratno informacijo, želimo vedeti, ali je v bistvu bil nastavljen par uspešen, ali so dobili dobre izkušnje, ali nam celo mogoče kaj predlagajo, kaj bi želeli, da spremenimo za naslednjič, pa uvedemo kot boljše, ker tudi mi se želimo v bistvu učiti iz teh odnosov in izvedeti, ali lahko kako napredujemo. Mogoče v bistvu okoliščine oziroma lastnosti, zakaj peljemo te odnose, kaj so dodane vrednosti, ki v bistvu naši člani prepoznajo iz vsega tega. Pa bi vam rajši v bistvu povedala to, glede na to, kako dobre izkušnje imamo, kako v bistvu res prepoznamo vrednost teh programov in kakšen dober feedback dobivamo strani članov. Smo dobili zagon in poleg tega, da smo to v bistvu naredili kot drugo leto zapored, že strateški cilj Združenja Menedžer, bomo to vsekakor v bistvu nadgrajevali, širili, še dodatno izpopolnjevali in že naslednja aktivnost, ki jo mislimo v bistvu uvesti v letošnjem letu, je to, da bi poleg vseh programov, ki jih že imamo, uvedli še en nov program, in sicer imenovan globalno mentorstvo. Tukaj bi v bistvu radi našim članom omogočili to, da imajo dostop do kakšnih že obstoječih mednarodnih mrež, kamor se lahko v bistvu vključijo tako kot mentoriranci, kot mentorji. Ampak kot rečeno, to v prihodnjih mesecih, ker se moj čas izteka, bi se samo še najlepše rada zahvalila organizatorjem za povabilo. Sem vesela, da take konference se začenjajo, da se bodo nadaljevale še naprej in se veselim vseh primerov, ker res verjamem, da v bistvu je mentorstvo najboljša oblika dvosmernega učenja, kar jo imamo. Tako da hvala.